Zdaj bomo pa nadaljevali z ena na ena pogovorov z Ano, ki ste jo že spoznali, in eno zelo zanimivo gospo, s Tamaro Valenčič. Jaz sem imela čast z njo delati en mesec, ko smo si delili pisarno, ampak Tamara me je res očarala s svojim umom, ki je oster kot diamant. Vsi ste si lahko prebrali, da je na D-Labsu delež žensk, odkar se je ona pridružila podjetju, potrojen. Tako da brez nepotrebnih dodatnih nagovorov vabim po moje najbolj slavno, znano, zaslužno HR-ovko v IKT-ju na oder. Tamara pa Ana. Živijo, Tamara, ko si? Ti dam še minutko, da si naliješ vodo. Sam en komentar, ki je Andraž omenil pa Erika glede varstva otrok. Tudi tukaj smo razmišljali o tem, sicer midva sva se malo narobe razumela, v Zagrebu to imamo in tudi na prihodnem Ladies dogodku bo zagotovo varstvo otrok in tudi mislimo, da ne glede na to, a je dogodek za ženske, za moške, nasplošno, to je pač pri takem lifestylu, ki ga imamo danes, kjer v bistvu ni več toliko, oziroma so meje med službo in zasebnim življenjem zelo zamejene, bo treba v to smer razmišljati, ne. Tako da ja, Tamara, kako si? Dobrodošla. Zdravo, hvala, super sem. Dobro se počutim, edin Maja je rekla gospa. Okay. Hvala. Gospodična. Gospodična z v bistvu več kot 20-letnimi izkušnjami v PR-u, v HR-u, v korporacijah in zdaj nazadnje v D-Labsu, kjer si ti v bistvu Chief Talent Officer, če se izrazimo v tem fancy startup jeziku. Kaj počneš tam? Prišla sem kot Chief Talent Officer. Rekli so, da bo glavna stvar recruitment, ampak v HR-u je recruitment ena od stvari, ni pa glavna, absolutno ne. Tako da jaz sem si zadala skrb za kulturo, za razvoj, za talente. Seveda pa, ko začneš v startupu, vidiš, da najprej počneš vse drugo, kot to, za kar si tam poklican, še posebej, če prideš iz korporacije in narediš veliko strategijo. Tako da sem prvo leto v bistvu kar malo finance prevzela, tisto, kar sem znala, pa basics, ker ne znam, ampak sem malo reda naredila, ene par procesov postavila, malo sem dvigalna tudi spirit med našimi fanti, takrat so še prevladovali v veliki večini. Pa malo smo se začeli pogovarjati, malo bolj odprta, transparentna kultura je postala, no. Torej si pripeljala v bistvu soft skills v fantovsko okolje. Ja, s sabo sem pripeljala soft skills, ampak sem tudi odkrila tiste fante, ki imajo soft skillse in jih malo na površje pobezala, no. Se jih je dost. Koliko imate zdaj punc na D-Labsu, oziroma sam, če mi poveš malo strukturo zaposlenih? Ja, 74 je vseh skupaj zaposlenih, nas, sodelavcev in zaposlenih, se pravi zares vseh skupaj. Punc je 13, ko sem prišla, jih je bilo 5, samo ena developerka, pa ena v UX-u, ostali so bili v Officeu, pa na avtomobilizmu. Zdaj je punc 13 in imamo 7 punc v developmentu. Od tega je ena team leaderka, ampak tudi res odlična developerka. Ena je prišla kot junior developerka in sem ji včeraj dala novo pogodbo, napredovala zelo hitro. V QA-ju je ena, tako da. Kako so pa prišle k vam? Ko so se pogovarjali, ko so se pripravljali na to okroglo mizo, si mi povedala, da v bistvu imate ta referral sistem, kjer lahko priporočaš za delovno mesto nekoga in da so punce bolj odprte do tega kot fanti. Mi lahko malo to pokomentiraš? Ja, zdaj v tujini je praksa, da referral sistemi temeljijo na finančnih nagradah. Jaz sem absolutno proti temu, da je finančna nagrada vnaprej obljubljena, če ti priporočiš svoje podjetje kolegom, da se prijavijo na razpis.
In zato sem jaz začela spremljati, kdo med prijavami, ki prihajajo in jih je ogromno, sem v bistvu začela spremljati in si delati črtice, najprej malo za hec, kdo priporoča od naših sodelavcev. In ugotovila, da punce pripeljajo dosti več punc, pa ne samo punc, dosti več ljudi, ki se prijavi na oglase. Se pravi, punce se dosti več družijo, očitno zunaj so in tudi dosti več govorijo, očitno, in znajo povedati o svoji službi in o svojem delodajalcu, ki je lepega. Ko sem bila pred dnevi na D-Labsu, smo hodili skozi podjetje in si rekla, tukaj ni veliko pogovora, tukaj je tišina, komunikacija pa poteka kako? Ja. Jaz sem gobčna osebnost, pa me je tole najprej blazno motilo. No. Telefon mora biti strogo potiho, čista tišina, filci imamo po stenah, zato da je še boljši izolator. In dejansko vse, kar izveš na Slacku, na vseh mogočih kanalih, kjer ne smeš nič zamuditi, največ se dogaja na Slacku. In tam so si tu punce tudi ustanovile lasten kanal Girls. Ja, dobili smo sodelavko iz Srbkinje, dvojno državljanstvo ima, živela je v Ameriki in dejansko je ona ustanovila kanal Girls na Slacku, povabila vse punce, kar nas je, in tam se rolajo knjige, članki, sem pa tja kakšno vprašanje, ona je tudi prišla kot tujka in je tudi iskala malo networkinga, kam ne gre, pa tako naprej. In ti je bilo ta način komunikacije, nasplošno ta startup kultura zadaj nekaj novega, glede na to, da si ti kariero gradila od FDV-ja, študirala si novinarstvo, potem si delala v uradu vlade za komuniciranje, potem si delala pri Ivanu Zidarju, to bomo prišli še do tega, in potem v Simobilu. Kako je ta prehod iz strogo korporativnega sveta v startup svet, v tehnološki svet pri tebi izgledal? A si doživela kakšen kulturni šok morda? Ja, seveda velik kulturni šok. Mislim, jaz sem si želela šok. Jaz sem se naveličala korporacije in sem šla z veseljem. Zavedala sem se vsega. Zavedala sem se, da bo potrebno operativno delo, da nimaš več ekip, vseh mogočih support služb za sabo, da bom morala sama Excelove tabele delati, cel recruitment, tudi Jira staviti. Spoznala sem se z milijon api in orodij. Največji šok zame je bil presenečenje, da je ta svet, ne govorimo o startupovskem svetu, govorimo o svetu developerjev in nima veze, ali so moški ali ženski, ful nepripravljen na spremembe. Jaz sem bila presenečena. V smislu, jaz sem človek, ki hodim mimo in zdaj sem tle premaknila stole in natočila vodo in isto sem prišla sem tja in sem rekla, tu sem, ono tja, zakaj je to tukaj? In vedno je bil odgovor najprej, ne, pa vse v redu, dej nazaj, veš, ta kamen, mislim, vse super stal tam. In zdaj sem tukaj 2 leti, pa še malo. Ja, ogromno sem premaknila, ne jaz sama, ampak jaz začnem od spodaj, da pol drugi začnejo premikati, sem še vedno premalo. In to je bil tak največji zame, presenečenje zame. Praviš, niso pripravljeni na spremembe, ampak se ti zdi, da ljudje v korporacijah pa so pripravljeni na spremembe? Ja, jaz sem imela tako čudovito izkušnjo. Pustimo državno upravo, tam se njih nisem niti lotevala, ne? Ali pa gospodarsko zbornico, ampak na Simobilu smo imeli čudovite programe, res ogromno stvari smo naredili. Bili so različni profili ljudi, ogromno ljudi, zbral si seveda tiste, ki jih to zanima in ki drivajo in vlečejo, ampak smo delali velike stvari, hitre stvari. Vse imam tamle bivšo sodelavko. Praviš, developerke in developerji, ko so se pogovarjali med pripravami za to okroglo mizo, si jim povedala, da se ti zdi, da je puncam, developerkam lažje kot moškim, ker so moški bolj strogi do sebe in do drugih, do kolegov, kot do kolegic. Tole na prejšnji pogovor, ker me je kar malo dvigovalo iz stola. Jaz imam izkušnjo iz intervjujev. Najprej, da povem, kako potekajo intervjuji, ker je bila prej to debata. No? Na prvem intervjuju sem jaz vedno zraven, začnem soft skilli, debato, predstavitev podjetja, sprašujem človeka o njemu in tako naprej. Res pomaga, da prebiješ let. Z mano? A verjetno pred mano še.
ker drugače bi vedela. Ker takrat so fantje sami to delali, cel proces. No in zraven mene je eden od developerjev, ni nujno, da je team lead, jaz sem jih zbrala pač sama, glede na to, koliko so zgovorni, koliko zdaj niso oni zadržani, pa celi zapeti. In oni pomagajo pri drugem delu intervjuja. In tukaj jaz opažam, da so fantje dosti bolj nesramežljivi, ampak zahtevni sami do sebe v smislu, ko začneš ti spraševati o ko se pogovarjajo o tehničnih stvareh, zlezejo skupaj in se strašno slabo ocenjujejo svoje znanje. Punce, ki se prijavijo na razpis, ki pridejo na razgovor, so samozavestne. Jaz imam same take izkušnje in tu čudovite izkušnje. Res pridejo, povejo, kaj znajo, povejo, česa ne znajo, bam, bam, bam. In nimam res nobene slabe izkušnje s tem oziroma. Torej nekak istočnica, ne, znanje je tisto, ki šteje, ne. Veljaš toliko, kolikor znaš v tem podjetju, kjer zadelaš in v tem svetu. Kaj pa v korporaciji? Tam praviš, da je malo drugače, sploh na teh vodstvenih položajih. Ja, korporacija je big guys, ne, swimming pool. Moje izkušnje so take, da tam moraš pa res imeti trdo kožo, da moraš fajn delati, ampak se tudi pravilno pozicionirati, da ostaneš ali da nekam prideš. Ne samo kot ženska, tudi moški, tam je ženskam težje. To so moje izkušnje. Zakaj misliš, da jim je težje? Pa zelo zanimiva zadeva, ne, ko si ti bila članica uprave, Simobila je bilo 5 žensk v upravi, ne? Večina. Ja, kako je to izgledalo? Direktorce smo bile, no. Uprava je bila moška v celoti. Mi smo skozi leta, najprej smo bile 2, 3 se mi zdi, in skozi leta je na Simobilu nastala scena, ki pa že skoraj je bila prehuda. 5 žensk direktorc pa 2 moška direktorja. To pa, ko smo se imeli super in ko je šlo vse super, je bilo perfektno. V trenutku konfliktov, kriz, ženske tukaj ali odvržejo masko ali udarijo emocije in malo med sabo tudi. Mi smo danes best friendice v smislu, dobimo se enkrat na kvartal, imamo v koledarjih kosilo, vsaka po svoje smo šle. Takrat pa ni bilo najboljše. 2 fanta sta bila pa na koncu že čistiho, še v pravo smo kdaj ven nesli. Torej praviš kaj, da se stil vodenja in sploh stil obnašanja v poslu pri ženskah in moških razlikuje, kako, zakaj? Jaz mislim, da mora vodstvena ekipa biti mešana, nujno potrebno je to. Ne sme pa se prevešati v eno ali drugo smer. Zato, ker ženske skupaj, sploh ženske skupaj v negativnem smislu, kadar se prevesi, to je smrtno nevarno. Tako da, ne, in zakaj pa ženske? Ja, v vodstvene ekipe ravno zaradi, ne samo soft skillu, ampak empatije, ravno zaradi tega, da ti res pokažeš emocijo, da imaš ta mehak pristop. Smo pa, twist je pa takole hiter, saj veste punce, ne? Ampak nismo malo nepošteni do fantov, če rečemo, da so oni neempatični pa nečustveni. Jaz poznam veliko čustvenih pa empatičnih fantov, eden izmed njih je moj mož. Moj 10 let... Zdi morda nepošteno jim to odrekati. Ok, sam jaz govorim o večini, no. Moj otrok je star 10 let in me je že danes strah, kako zelo je empatičen in jaz upam, da ni to pomen, da res vse pobral, ampak tole je scary živeti z njim že, kako on občuti vsa čustva vseh ljudi okrog sebe. Tako da ni, poznam tudi jaz veliko fantov. Žal so šli pač v neke druge poklice. En kup šefov sem zamenjala v svoji karieri. Ja, ne vem, eden je mogoče imel razvito empatijo do te mere, kot jo mora imeti predsednik uprave, recimo. Če si že načela to temo, a mi poveš, kakšen šef je bil Ivan Zidar? Kako je bilo delati z gradbeniki? Jaz imam mogoče tudi to srečo, da sem odraščala v gostilni, v veliki družinski gostilni, kjer sem dejansko živela za šankom in delala vaška gostilna, se pravi, ne, si lahko predstavljate zdaj, o čem govorim, ker druga epizoda na SCT-ju je bila otvoritev enega malega koščka od ceste, ki se naredi na hitro, pa se gre pa pit, to je bilo tako vsak teden. Sem pristala, imam fotografijo doma, ko
direktor Primorja Ajdovščine visok človek, direktor, se pravi Ivan Zidar visok človek, en politik, ki ga ne bom imenovala, ki edini ni v zaporu, ta hip poleg mene. In jaz, ki sem ful nizka, to sliko imam, ko hodimo po cesti, že ta je taka, res v Alpom, ampak to se je nadaljevalo za šankom, kjer so mi pa dali za res velik kozarc viskija, takle, ta težek, in je rekel gospod Zidar, no, pa da vidimo, če ste za nas. In pa ne, ja, sem zvrlna, ne, tako. Si bila pol za njih? Seveda. Ampak si odšla pol po enem letu? Ja, zelo hitro sem šla, zaradi lastne integritete, če ne drugo. Jaz sem PR delala takrat, ni hec tukaj se izpostavljati kot oseba, sploh v PR-u, v takih poklicih, v takih podjetjih. Omenila si integriteto. Včasih na teh pozicijah v korporacijah se moraš odločati, moraš včasih tudi kako odločitev, ki ti ni všeč sprejeti. Imaš tudi zelo hierarhične strukture, delaš z ljudmi, ki ti včasih ne pašejo. Kako sploh ohraniti integriteto v enem takem sistemu, ne glede na to, ali si moška ali ženska? Ja, zvest moraš ostati sam sebi. Jaz sem šla čez marsikatero izkušnjo in danes lahko mirno spim. Ne glede na to. Moram pa povedati, da imam vse zapiske vseh svojih služb, vse blokce spravljene v kleti, ker nikoli ne veš, kaj se zgodi, sploh SCT recimo še vedno. Lahko ohraniš integriteto. Jaz trdim, da jo lahko vsak, samo če razume sploh, kaj to je, in če sebe dobro pozna in res lahko reče, to sem jaz, in ko te sprejmejo, te tudi spoštujejo, poveš, ne strinjam se. Sej verjetno kdaj tudi narediš kakšno stvar, seveda nisi predsednik uprave, nisi na vodstveni najvišji poziciji, ampak poveš pa svoje mnenje. To, da poveš svoje mnenje in da se postaviš in pač, da si narediš neko autoriteto in nek attitude, da te ljudje morajo spoštovati in upoštevati tvoje mnenje, a misliš, da je to pogojeno s spolom, ta sposobnost to narediti, ali pač misliš, da so moški tukaj, da jih že bolj, mislim, da jim je ful lažje vzpostaviti avtoriteto kot ženskam, ker recimo dostikrat slišimo za žensko, ki je na visokem položaju, ki ima podrejene, rečejo, olej, kak je bossy, a ne, kak je ambiciozna. In zelo v takem slabšalnem pomenu. Če pa je moški tak, ima te lastnosti, to je super, ženska je pa karieristka, on je pa dober poslovnež. Ja, se zgodi, ampak zdaj bom mal bom nesramna, se opravičujemo naprej. Ženske znamo včasih same poskrbeti za to, da nas gledajo malo čudno in da nas imajo za karieristke in za bosi in za vse sorte stvari. In če povem čist bluntly tukaj, ženske se dajo zato, da bi dosegle, nekatere ženske, ne posplošujem, da bi dosegle položaj, avtoriteto, da bi se pozicionirale v tistem hipu v visoke pete, v dekolte. In to je to. In tukaj jih vidijo in tu jih zmoti. Žal. Evo, tako je moje mnenje. No. Bosi je lahko moški ali ženska, odvisno od tipa vodenja. Tu so pa stereotipi oziroma tu so potem nalepke, ki jih dobijo, ampak so si večinoma same krive za to. Jaz se tukaj ne bom čist strinjala s tabo. Daj mi povej, pa še ena točka. Pa publiko vprašala. Ja, bom publiko vprašala, ja. A ima kdo kako vprašanje, komentar? Kar pogumno. Ker jaz sem res provokativna, tako da kar prosim, naj to ne bo kot na vsakem drugem slovenskem dogodku, ko so vsi tiho, odlično, imamo enega fanta, a mu lahko mikrofon priskrbimo. Čak, a si? Da se danes mladina, recimo sploh mi, ko si sami rečemo milenici očitno ponovem, da smo mogoče malo softiči, kar se tiče teh odnosov, da je vsakdo pred neki special snowflake, pred hitro užarjen za vsake stvari. Ne vem, v korporativnem smislu, mislim, v tem, ker so mogoče ljudje, bom rekel, direktori teh korporacij tudi malo starejši, da se da večkrat bolj, bom rekel, strpno kožo enega drugega, recimo, pa malo bolj sprejemati, kar danes, ker si zelo hitro užarjen.
Se vam zdi, da se mladina prehiter, bom rekel, zapre vase, ker so prehit užaljen, če se nekdo z njimi ne strinja ali poistoveti? Upam, da je logično. Je logično in upam, da bo moj odgovor v redu. Namreč startupi, tile, new business, ta svet, tukaj je malce zabrisana meja med strogim biznisom pa personal lifeom pa debato pa tako naprej. Kar jaz učim moje sodelavce je to, da lej, zdaj se pogovarjam s tabo službeno. Recimo, team leadi so dobri primer. Tudi, Bog ne dej, da sem kaj rekla na začetku. Ogroženi in užaljeni, ampak sem rekla, fantje, vi vodite ekipo, vi morate razločevati med tem, ker jaz sem tebi zdaj povedala, dala sem ti feedback na tvoje delo, ne na tvojo osebnost. V glavnem, teh izkušenj ni. V korporaciji je jasno, v korporaciji je milijon treningov, leadershipa, kako se pogovarjati in tako naprej. Tukaj je pa to potrebno vzpostaviti. In jaz mislim, da ne glede na to, da je okolje tako in hvala Bogu, da je fleksibilno in da je zabrisana meja in vse to, je sploh pri vodenju ljudi, pa tudi pri vzpostavljanju kulture, pa ženska, moški, pa vsega tega potrebno en mal profesionalnosti in to tudi jasno povedati in naučiti vodje. Soft skills, torej. Še kakšno vprašanje imamo tam? Jaz imam, začeli smo s coachingom v prejšnji službi in to s psihoterapeuti ne, ker danes je res tega coachinga ogromno. Tako da psihoterapija je ena od plati, HR-ovci moramo na vsak način dobro poznati tudi to stran, že zaradi vedno v vsakem podjetju se zgodi nekaj, kjer rabiš tudi terapijo, takšno ali drugačno. Odvisno je od tega, zakaj se rabi. No? Coaching, malo debate, predvsem za razvoj vodij, je dobrodošla. Ok, pa še zadnje moje vprašanje zate. Kvote, a jih rabimo? A je to popolnoma nekaj, kar je nesmiselno, ali jih rabimo, a rabijo podjetja malo prisile? Kaj misliš o tem? Ker mnenja o kvotah so si zelo različna. Kakšno je tvoje? Jaz sem proti vsem tem debatam, umetno ustvarjenim programom za postavljanje kvot, za uravnoteženost. Tega je ogromno. Jaz mislim, da če ti zares v to verjameš, bo to se zgodilo samo organsko, tako se je pri nas in jaz opažam ogromno prijav punc, res letos se je kar povečalo, neverjetno, referral in ostale stvari. Če hočeš tu spodbuditi znotraj hiše, imaš milijon drugih stvari kot to, da si postaviš KPI, ki bo kvota. In mislim, da je to privrelo iz politike in mislim, da se je razpaslo vse povsod. To je moje mnenje. No, se tudi v politiki se ne držijo ravno tega, oziroma se mi zdi, da ko se stavljajo te volilne sezname, da samo lovijo neke ženske, samo zato zadovoljijo kvoto, ampak se ne ukvarjajo trajnostno s tem. Še kakšno mnenje, tam vprašanje, moram vam dati mikrofon, a lahko sem prosim. Pozdrav. Veliko ste začeli s politiko, no v bistvu jaz prihajam iz politike, iz ene zelo mehne stranke. Ja, ženske kvote smo tudi mi opazili, v bistvu ne delujejo. Tu so tudi lobby za ženske v Sloveniji eno raziskavo naredil, ker so nekaj podobnega ugotovili, namreč kaj se zgodi, ne pač fila se brez veze. In mogoče bi tukaj jaz rad vprašal, ker že v prvem pogovoru smo imeli to debato, a ni v bistvu tista glavna ključna zadeva v bistvu vzornice. Najprej moraš poskrbeti, da ni prepek, potem prijejo pozornice in se zadeva sama naredi. Moji pogovori z Islandci, v bistvu, kjer so imeli v 80-ih letih prvo predsednico, to dokazujejo. Ne? Ja, drži se, to so že prej omenili nekje, ne? Role modeling pa te stvari, tako da seveda da vzornice. Mi imamo v Delapsu to srečo, da imamo eno čudovito punco, ki zadnjič je imela intervju v Dnevniku
in izpostavlja in Deluxe in punce developerke in webcamp, res je all over the place, tako da mislim, da lahko tudi njo kdaj za kakšno debato porabimo. No? Torej, podjetja naj izpostavijo uspešne ženske iz svojih vrst, ki bojo potem lahko navdih drugim ženskam, da se odločijo za podoben poklic. Tamara, kaj je bil pa tvoj commitment, ko si tam prijela telefon pa si hashtagala in objavila? Da peljem svojega 10-letnika na webcamp, ker on bo developer, se je odločil. Super, hvala Tamara. V redu, nam se čas počasi izteka, hvala ti za ta pogovor. Tako da predajam naprej mikrofon Maji. Hvala. Tamara, jaz sem prej obljubila, da boš povedala, kaj moški organizirajo na podobno temo, kakor mi danes. Prosim. Kolega, Matej? Čakaj, ker sem si naredila print screen, trenutek. Imam kolega, ki organizira eno srečanje, je imel decembra, prav zate, da ti pošljem ta print screen, sem naredila. Organiziral je moški Tribe Up, prakse za kultivacijo moškosti. In tole, ampak je imel ful udeležencev in niso se suvali in ruvali, dejansko so se pogovarjali o emocijah in o duši. Bil je pol še na enem srečanju ranljivost moških in žensk. V glavnem, zares me veseli, da so moški tudi začeli malo sebe, ker tudi moški imajo določene gepe pa probleme. Niso samo ženske tiste, ki recimo ne dobijo službe ali pa nekje občutijo neko diskriminacijo. Jaz mislim, da je tudi na drugi strani kakšen ta gep in da je mogoče ideja za naslednje srečanje tudi, da te gepe malo pogledamo pa jih poskušamo skupaj zapolniti. Super, definitivno ideja. Hvala še enkrat, Tamara. Tam je bila zelo zanimiva, zato sem jo želela deliti.